Dobro jutro, 3. maja smo, torek je, rabim to informacijo, da vem, o katerem dnevu je debata. Kako ste? Ste kaj v redu ali ste v enem šmornu? Ali sem razlagal o Schumannovi resonanci zadnje 2 ali 3 dni? In ja, včeraj je bila tudi spet sicer manjša, ampak prisotnost. Schumannova frekvenca je bila pač visoka, spet so te beli piki, mi temu rečemo pike, špičke, a ne. Tako da mir je prav šprical v nas. Tako sem jaz prišel do enega takega zaključka. Okej, ampak da mir obstaja, da mir vzdržujemo, rabimo se malo umakniti od nemira. Zdaj, okolica, sistem, jaz sem to označil z narcisi, da smo si na jasnem, saj verjamem, noben se noče familiarizirati s tem, da je narcis, ampak kljub vsemu ljudje, okolica nam vnaša nemir. In mi dostikrat nezavedno, ali pa mislim, največkrat nezavedno, reagiramo z jezo. Pa mogoče ne povemo direkt človeku, tu sem pa jezen nate, ampak se delamo, a ne, da je vse okej, ne, noter ti pa vre. Not bi ga pa ubal, človeka, ne. In ta jeza noter še ure in dneve in tedne lahko traja. In ta jeza je pravzaprav res ena izmed najslabših stvari, ki jih lahko nosimo s sabo. Seveda, valjda se jeza zgodi zato, ker se nam je zgodila nepravica. Nekaj nepravičnega in pol si jezen, ne, ali pa nekdo te je dvignil dekel zaradi spet neumnosti, nepravice, neke nelogičnosti. In zdaj, ta jeza je spet samo vaša. Če vas jaz razjezim, boste jezni vi, ne pa jaz. In ljudi razjeziti ni težko. Sam jaz nisem nikoli imel te tendence, da bi nekoga razjezil, ampak da bi nam bilo the best. Zato nisem nikoli razumel, da nekdo pa ima tendenco, da nekoga razjezi, mu dvigne dekel, ga spravi v višje vibracije, ne v višje vibracije, na hitre obrate, na obratih pa ni mir, ne, saj se zastopimo, a ne. No, in če vse nosimo to jezo, se mir ne pride ven, ker je z jezo pokrit, ne. In če hočete do miru, je treba vključiti odpuščanje. Ljubi Bog odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo, če tudi vedo. Tako da, na vas je, da rečete naj gre, kamor če, s temi svojimi neumnostmi. Zame je ta človek nekompetenten. Ker ljudje, ki imamo v sebi tendenco ne nekoga razjeziti, ljudje, ki imamo ta pozitivizem v sebi, ljudje ne uporabljamo laži kot orodja za dosego svojih ciljev do večjega BMW-ja. Zato ne uporabljamo laži, ampak smo zmeraj probali in probavamo biti pošteni, delovni, da bomo zaslužili, a ne. Eni se pa pač znajdejo, ne, in ta iznajdljivost je enako laž in prevara, tako da ta segment ne bo šel. No, in kadar je človek se enkrat zlaže, pa 2-krat, pa 10-krat, ali pa vas razjezi 1-krat, 2-krat, 10-krat, ali pa vas prevara, poslovno ali pa partnersko, se vseeno, vas nategne po domače rečeno, 1-krat, ali pa 2-krat, ali pa 10-krat. Saj nam je jasno, da to je človek, ki ni vreden zaupanja. 1-krat lažnivec, vedno lažnivec. 1-krat prevarant, vedno prevarant. Normalni ljudje tega v sebi nimamo.
in da se prevara pokrije, pride maska, maski smo rekli ego, ego je virtualen, pa smo v ciklu večji, bolj kot je človek prevarant, večji ego ima. No, jaz ne vem, jaz nisem si nikoli mislil, da bodo te stvari res tako ven prišle. Prišle, sploh nisem razumel, da sploh kaj takega obstaja. No, in tle sem nekaj o nemeru, ja, in ko je pri človeku odkrita ena laž, je to dost, da to vzbudi dvom v vsako nadaljnjo njegovo besedo, izražanje njegove resnice. Jaz dvomim v to. Če me enkrat okrog prinesel, sem bil naiven, pa sem šel vedno znova na led. No, zdaj pa ne grem več. Če sem me enkrat pritisnil, je stvar končana. Mislim, vem, kam pašeš. Mislim, lahko mi dva greva na pivo, sem vse, kar boš rekel, čist brez veze. Jaz sem mojim otrokom isto razlagal, Miško, zlagal si sem, sem te dubil. In pa še enkrat. Ja, Miško, ali jaz ti ne verjamem, tudi če si po pravic povedal. A imam razlog za to? Imam, ne? Valjda ga imam. Tako da ja, da si razjasnimo, ne, enkrat lažnivc, vedno lažnivc. Temu se pol reče kar patološki lažnivci že. Vse veste, ti lažnivci, ki lažejo, tako lažejo, da pride v prostor pa reče dobro jutro, vam pogledaš, če je že jutro. Ne? Ali pa dober dan, pa vam pogledaš, če je res svetlo. Ne? Ja, ne, saj po svoje se mi smilijo, ker so se zaciklali sami sebe, so se ujeli v zanko in ne morejo ven. Zdaj treba pa ego zlomiti, to pa boli. Ja, in zdaj na eni strani so lažnivci, na drugi strani pa je demoralizacija. Morala in etika je nekaj, kar ljudje imamo. Jaz se spomnim, neka polemika je bila na nekih poročilih, nekoga so dobili, ki je delavcem ne vem kaj, toliko jih stisnil s temi plačami, a ne, da so res dobivali pod minimalcem, vse na minimum, tako da res, in pa prišla zgodba v novice in je novinarka vprašala tega človeka, pa se vam zdi to, kar počnete, moralno sporno? In je on rekel, ni protizakonito. Pa je novinarka še enkrat vprašala, očitno zakonito, ni protizakonito, se pravi, delate vse po regulah, ampak moralno sporno se vam pa ne zdi. In je tip gladko malo odgovoril, ni protizakonito. On dela po črki zakona. In če črka zakona dovoljuje nemoralnost, pa nam mora biti kristalno jasno, kje se nahajamo. Ta sistem je narejen za izčrpavanje človeka. Fizično, energetsko, mentalno, na vseh nivojih. Ne moramo reči, ja, sej bo v redu, sej se bomo še malo postisnemo, pa bo tako, kot je bilo. Sej pa jaz tako nočem, da sploh kdajkoli več je. Pa itak imajo nove ideje o cepljenih v planu. No in morala je nekaj, kar lažnivc oziroma narcis morale pa etike ne uporablja. Zaradi tega, ker rabi več denarja, ne več etike. Več denarja, ker to mu daje neko vrednost v družbi, ne? Pa prepoznavnost, pa moč, pa vpliv, pa vse sort. Ja, no, in to moralo, demoralizacija ljudi je v bistvu bila operacija. KGB je vodil to operacijo demoralizacije, pa zdaj ne vem leta, katerega. Najbrž bi lahko kaj prebral, pa ne bo. Mislim, da 70-ga, dajva reči, 1970, tu nekje. No in sem si zapisal, ne, brez morale človek ne more več oceniti, kaj je prav in kaj ne.
Tudi za informacije in za dejstva velja isto. Dejstva človeku brez morale nič ne pomenijo. Vse slike, dejstva, dokumentacije, vsi dokazi, črno na belo, njemu to ne pomeni nič in vse bo kategorično zavračal. Znano, a komu kaj probate dopovedati, pa ne gre. Demoralizacija družbe je najbolj nevidna stvar. Je resnica nevidna, je laž nevidna, vidne so posledice. Ampak demoralizacija je pa taka še bolj zaplavana stvar. Morala, etika, mir, ljubezen, svoboda, kreativnost, self-love, self-respect, se pravi, da ljubiš samega sebe in da sam sebe spoštuješ, in biti bojevnik, da vzdržuješ mir. Nihče brez etike in morale nima pravice ga zmotati, tvojega miru. Ga ni junaka, ki bo čuval vaš mir. Še kamorkoli greste, sam narava je še tista, ki vas spokojno čaka, da se ji pridružite, pa da date svoj doprinos. Pa pospravite smeti za narcisi. Tam vas narava čaka. Celo ptice so začele pospraviti. Mislim, ne ptice. Vse živali bi rade pomagale pospraviti, pa ne gre. Človek, ki ima etiko, pa moralo, pa nek odnos, ne bo vrgel smeti v naravo. Ne ene prikolice, ne ene piksne, ne ene vrečke. Ne? Še dobro, da nas je malo več takih, kaj pospravimo za drugimi. Če bili mi taki, kot narcisi, bi bila pa res katastrofa. In jaz ne maram, kaj pravijo, jaz se ne strinjam, kadar slišim, ljudje si pa ne zaslužimo živeti na tem planetu. Kaj smo ljudje naredili z tega planeta. Kakšni smo ljudje drug do drugega. Pa vse ljudje smo šli čisto na loro. Se pravi, mi ljudje, jaz se v to kategorijo onesnaževalcev ne spadam v kategorijo onesnaževalcev. Se pravi, mi ljudje nismo onesnažili. Jaz ne. Pa zdaj se pa z avtom voziš. Saj bi se jaz na eter vozil, pa sistem ni dovolj tacga avtomobila. Oziroma je že bil, pa so ga ukinili. Ampak ne na baterijo, ki je hudičevo strupena, pa pridobljena s parnim strojem in vso nesnago. Ampak na eter. A veste, da boste telefonov ne boste nič več filali, pa avtov tudi ne boste več tankali. Te stvari so zunaj, halo. Te stvari so tukaj med nami že zdaj. Pa treba še kaj narediti, pa v proizvodnjo dati, ampak na začetku najprej dajmo odstraniti kačo, negativen vpliv okolice, ki je zažrta preko narcizma, demoralizacije, se pravi zastrupljanja telesa. Energetsko negativno smo bili prešani tisočletja. Zdaj te preše negativne ni več. Je pozitivna, Schumann nam dokazuje, da prihaja k nam nekaj lepšega, mehkega, pozitivnega. In seveda zdaj treba tu spustiti v sebe. Jaz pravim, sem mer, pa bo kaj not prišlo, pa boste zaznali te drobne impulske. Če dam jaz musko do fula, ne bom nobene ptičice slišal, kaj ne. No, enako je jaz tam merom, ki v vas prihaja, in ga boste tudi sprejeli in ga začeli tudi oddajati. Predstavljajte se, da ste antena, mogoče antena ni prava stvar,
da ste vi nekaj, kar je v kaosu ali pa v miru. Magnet bo prava stvar. Ste pozitiven magnet ali ste negativen magnet? Ta bi bila še najboljša. Ja, privlačite, če ste negativni, privlačite kaj? Samo pozitivo, Ne. Kadar ste pa v miru, pa pridejo druge stvari. Tiste, ki spadajo v kategorijo mir, ne pa nemir. Tako da dajmo se res čuvati. Mir nam bo dal največ. Okay. Tle sem si eno lepo napisal še, da se učimo iz svojih napak. In jaz sem se odločil, da bom naredil še več napak, da bom več znal, se bom več navadil. No in včeraj sem omenil, da se dela YouTube kanal, sem ga ustvaril, sem naložil nekaj materijala že gor in ne morem vse nahmal, ker neke omejitve imamo. In se bom potrudil še bolj, da bom dodal podnapise slovenske, ki se bodo prevajali lahko katerikoli jezik, bo kdorkoli želel. Tle vas bom prosil malo za, ob priliki. Rad bi, da ključna beseda MTK pride v ospredje. In če boste v YouTube napisali MTK, se pojavim tam nekje na prvi ali pa drugi strani. Pa če me boste kliknili, je za sam kanal to super. Imam nekaj izkušnje okrog tega. Sem ustvaril tak kanal. In tam bom mogoče lahko celo kakšen evro obrnil. Halo? Mogoče pa naredimo kakšno predavanje. To je tudi ena izmed pobud pa idej. Tam vam bom mogoče celo lažje predstavil določene stvari res z glasbo, ker na YouTubeu pa ne smem zaradi avtorskih pravic tudi tega v ozadju vrteti. Tako da mogoče, nisem pohlepen, bom ipak si dovolil tudi to narediti, ampak skratka, YouTube bo tudi delal in bodo od zdaj naprej, oziroma jutri po jutrišnjem, bodo pa kar vse vsebine že tam gor in bom tudi oddajal tam gor, ne vem, če bo treba sploh še na Facebook delati. Ali pač, ne vem, bomo pogruntali, kaj je bolj prav za vse nas, zagotovo je pa lažje deliti. Evo, in glede na to, da se mi vrtimo okrog neke duhovnosti, naj vam povem, da sama duhovnost ne umakne, da vas ne ubrani pred negativnostjo, pred temačnimi predeli duše. Duhovnost ni večno veselje, ampak stvari, ki so v nas kot negativne izkušnje, se pravi, bom rekel zdaj batina, da je nekdo te klofnil ali pa te brcnil ali pa ponižal, ali pa proba to narediti tudi danes, anticepilec Turšič, to je zame ponižanje, mislim, poniževalna beseda. In to, kdo je začel s tem? Valjda government, vlada, niso si ljudje spomnili. Ljudje so začeli ponavljati kot papagaji. Jaz sem cepljen, Turšič, anticepilec, beden. In če duhovnost imaš dost prisotno, dost močno, pol te stvari ne grejo v tebe, da postaneš depresiven, smo včeraj rekli, ampak postane tvoje orodje, da stari, jaz sem anticepilec in sem čisto krven, za razliko od cepljenega. Ne, čisto krven sem. Sem gensko tak, kot me je narava naredila. In gensko spremenjen organizem skozi cepivo zame ni v redu, ker sem videl gensko spremenjene organizme. Oni ne izgledajo ne pes, ne človek, ne prasac, ampak tam nekaj vmes. Meni se zdi, da niso v redu, pa hoditi ne morajo. Zgleda, da ni v redu to. Ne rabi človek diplome za te stvari. Niti magisterija. Lahko si sam pogledaš malo, da če gensko spremeniš paradajz, ne da semena. Jaz ne vem,
Vsak paradajz se mora razmnožiti in v naravi vse to funkcionira milijone let, razen zdaj pa bi človek to spremenil. Še enkrat, niso to ljudje. In jaz ne spadam v to kategorijo, ki bi spremenili naravo. Ja, spremenili na tako, ki je bila, predvsem da očistimo stvari, ki ne pašejo v naravo. Kar se mene tiče, mesto kot tako tudi ni življenjski habitat za človeka. Ker je narobe narejeno, saj si pa človek ne more nič pridelati. Pa... Ja. Iz nas so želeli narediti slaba bitja, negativna bitja, nemoralna bitja. Zato, da bomo drugega požgali. So pogrundali, da je lažje, če drugega požgemo. In da smo opice so nam teli dopovedovati, ne? In v tem obdobju, kjer se nahajamo, to obdobje traja že v bistvu vsaj 1 leto, če ne, vsej že od leta 2012 delno. Zdaj pa je vsak dan večji koncentrat, da ja prežgemo vsi skupaj en tak boom. Mislim, saj ne bo boom, ali pa... Ampak da gremo iz tega majmunskega, kakor so nam hoteli dopovedati, uma, bom rekel poškodovanega uma, da gremo v ne-um. Budisti pravijo ne-um. Ampak več. Ker je pravzaprav tudi bremza pred kognitivna disonanca uma. Ne pusti iti naprej. In ven iz teh omejitev, a veste, da boste vi to dojeli, nam bo kar na silo pokazano. V Nemčiji so 1000 bankomatov umaknili. Kaj pa zdaj? Ja, nič ne niga, ne? Jo, kaj pa bom? Ja, ne vem, ustraši se še bolj. Razmišljaj, kaj boš zdaj. Res, kaj boš zdaj. Kaj pa zdaj? Najbrž denar ni bistveno, a? A sem že rekel? Ljubezen je tisto, kar šteje. Ne šteje večji BMW, res ne? Pa večja jahta, ki jo ne morete spucati, ker rabite čistilko. In pa se nad njo še vihati. Kaj nisi tam spucala? Kaj sem najdel? Kaj je to? Ta denar ni v redu. Spet po svoje, dajmo ga razumeti kot en dober pokazatelj. A veste, poznate ta rek? Denar človeka pokvari. Jaz se s tem ne strinjam. Jaz smatram, da denar človeka razgali. Torej, se pokaže v pravih barvah. A veste, cesarjeva nevidna oblačila. Dost podobna stvar. Ne, mislim v ta fazon. Ja, in v tem hitrem času, v tem času transformacije, celo človeštvo je efektirano strani energije pozitivne, energije miru, odmaknjene negative. Celotno človeštvo je na točki, kjer v procesu razpadanja, raztapljanja ega. In ne samo, da ego razpada, tudi DNK, na DNK to vpliva. In DNK je bila prva stvar, ki so vam jo hoteli pošraufati s cepivi. Da se v tem obdobju vaš DNK ne bo nadgradil, ker so ga želeli deformirati z gensko spremenjenimi brizgami, a ne? Naš DNK je energetsko in v zgodovini, zdaj pa ne bom jaz čist zdravo zagotovo, ampak mi smo iz svetlobnih magnificent biti bili deformirani preko DNK-ja v bistvu ene papige. Saj papiga najbolj misli, pa ne pove, ampak
za neka ponavljajoča bitja so nas naredili na osnovi DNK-ja. Mi se nismo mogli razviti, ker smo imeli poškodovan DNK. Zdaj pa prihaja zdravilna za DNK aktivacijska energija. Zdaj boste spet rekli, Turšič, ti si pa čist ubrisan. A ćemo počakati ali moram zdaj kakšno dokumentacijo vam privleči? Koliko spiral ima? Ne spiral, strains. Ja. 2 imamo, ne? Namesto 12. Zato pa smo najbolj opici podobni po njihovi filozofiji. In DNK upgrade nam bo dal tudi možnost pogledati ven. Sam bo bolj ta prav. Je omejevalec, veste. To je tako, da rečete, ok, najhitrejša stvar je najhitrejši avto. Ja, ampak kaj pa avion? Ne, jaz sem mislil na cesti. No, katera je najhitrejša stvar? Ja, pol je pa raketa. Ja, res? Pa je res, ali je metek hitrejši? Ja, pa nisem mislil tako. Seveda nisi mislil tako, ker si mislil nekaj, ne? Še zmeraj se pogovarjamo o najhitrejši stvari, ne? Ali je svetloba najhitrejša? Ja, spet ne. Se pravi, ta je blokada. Morate ga dati umakniti, pustiti, narediti poroznega, ne zaplankanega, ampak poroznega, da grejo stvari noter, tudi če jih mogoče res iz prve ne razumete ali pa ne verjamete. Najbolj grozno je kategorično zavračanje, to je zaradi demoralizacije, to je proces, ki so ga naredili. Drugi proces, to je bila operacija, se temu reče. Druga operacija je bila paperclip, mislim, da je bila. Skratka, belief system, nam so utlačili sisteme prepričanja v naš da to tako pač je. In ta neporozni je postal, ok, še tle vmes so zafilali z njihovimi logičnimi razlagami, ne? Da če so vsi planeti okrogli, je valjda tudi naš. Mislim, vidiš piko, saj ne veš, ali je okrogla ali kvadratna ali kakšna je. Malo se probam pohecati z te zemlje. Dajte mi še flat earther reči, da bo stvar polna, ker ta je tudi ena taka grda oznaka za nekoga, ki misli drugače. A si anticepilca, teoretik zarote ali pa flat earther? Skratka, butasci. Valjda je zemlja okrogla, a ne? Saj smo jo vsi videli. Kdo jo je videl? Kdo jo je videl? Dajte vi pogledati ljudi, ki so govorili, da so bili v vesolju, na novinarski konferenci, ko so prišli dol. Pa malo vprašanja so jim postavljali vmes. Si ne upajo dati roke na Biblijo pa reči, stal sem na Luni. Se ne da videti laži pa resnice, ampak reakcijo, efekt, to se pa da. Tako da, fantje niso v redu, oni so igralci. En kup napak je iz vsega tega, kar ste videli po televiziji. Television. Dobro, videli ste, kako sistem vam pomaga tudi. Sistem vam pomaga, da ne boste en dan pred podražitvijo cen natankali dizla. Ne, da ga nimajo. Samo nočejo vam ga prodati, ker je škoda, da vam ga dajo danes, če ga boste jutri tudi rabili, pa še več bodo imeli od tega. A ste videli? Mediji sporočajo, da se včeraj ni dalo tankati, ker danes je malo dražje, ne? Brez veze. Pa še eno stvar sem tudi najdel med mediji, zdaj bom se malo vrnil. Mi smo rekli, mediji lažejo, ok? Jaz smatram, da slovenske novice niso bile nikoli objektiven medij, bolj je bilo zmeraj škandalozno, napol, majčkeno že rumeno, nekako taka kratkočasna izvedba laži. No in zdaj mi vemo, da oni lažejo. In zdaj pazi, lažnivi mediji, ali pa televizija tudi laže, vse to imamo, ne malo,
all over. Skratka, zdaj časopis, ki laže, govori, da je televizija ruska opozorila pred nevarnostjo tretje svetovne vojne. Lažejo, so rekli, da bo tretja svetovna vojna, pozor, to ni rekel noben general ali pa nek, bom rekel, vojni strateg ali pa nek poznavalec tega, ampak televizija, urednik, novinar, medijska hiša, kot podaljšek governmenta, je strobezljala, da prihaja tretja nevarnost, ful, a vas še ni strah dost? Res bo, vsak hip. A ja še ni dost strah? In tudi hrane ne bo. Strah. No, skratka, lažnivi mediji, časopis je povzel informacijo od medija. Se pravi, lažnivec je dal lažnivca noter, kot valjda je to dejstvo, ne, se je rekel TV. Se pravi, lažnivec sebe pokriva z lažjo. In lažnivec nikoli ne neha. Pa smo spet nazaj pri lažnivcih. In tudi to je projekt vlade. Zlaži se in argumentiraj, pokri to še z več lažmi. To je star trik, samo mi ga nismo vedeli. Škoda. Dobro. Purce imamo. To je to. A želite, da se vrnemo v normalo? Jaz ne želim se vrniti v to, čemur se je reklo normalno. Pa vi? A pa vi res hočete v to normalo? Ta normala je norost. Ta normala je izkoriščanje brez primere. Ta normala je tiranija. Nikoli videna. Pa smo se zgražali, ko smo gledali kakšne filme o tiranih. To zdaj je samo bolj podtalno, ampak čista tiranija. In tega nočemo več. Ja? Kaj pa hočemo? No, tle pa ja, zdaj jaz sem dal že velikrat, sem se ponovil, kaj vse želimo kot ljudje in na kakšen način prepoznamo ali pa se ubranimo ali pa reagiramo, da vzdržujemo ta svoj za začetek mir in prepoznamo pol tudi zvoke ljubezni. Ne? Vse, kar vam lahko rečem je, da se imejte radi. Dajte ljudem kdaj več kakšno pohvalo namesto kritike. A veste, človek, recimo otrok, to pa nisi prav naredil. Pa otrok proba malo drugače. Ja, pa to tudi nisi prav naredil. Pa proba še drugače. Ma kaj si tu naredil, to ni prav. Če otroku pokažete, kaj je prav, pa on ponovi, je prav, da ga pohvalite in mu rečete bravo, lepo si to naredil, pravilno si to naredil, tako je prav. In pol bo on vedel za zmeraj, kaj je prav. Bo vključil v svojo etiko in moralo, kaj je prav. Ali bo v življenju res tako delal, to ni več na vas, ampak na tak način, če mu boste dali pohvalo, boste naredili več, kot če ga boste kritizirali. Enako velja za soljudi, podrejene, nadrejene. Absolutno tiste stvari, ki so vredne pohvale. Tudi če so ljudje narcisi, ne tudi če. Še največ pohvale rabijo narcisi. Mislim, ne moreš ga zdaj pohvaliti, bravo, krasno si se zlagal. Saj mogoče tudi to bi šlo. Bi se zamislil pa ugotovil, da je bil ujet na laži. In mu sem še dodate, saj veš, da ti od zdaj naprej ne morem nič dosti zaupati, ne? Saj veva, da sem previden. Sem aware. Pozoren na to, kaj blekneš.
Najprej dam predznak. Si povedal po pravici ali dam minus predznak, si povedal laž. Bodite previdni, bodite pozorni, bodite odprti na novosti, bodite v miru, pa dajte koga pohvaliti, pa objeti tudi. Če ne gre z ljudmi, mačke, psi ali pa drevesa bodo čist ok, ko jih boste objemali. Pa se boste mogoče tudi uskladili. Rad bi našel en posnetek z metronomi, kako se tudi metronomi slej ko prej uskladijo, čeprav so v štartu vsi narobe, se na koncu uskladijo. In tako bomo mi en vers v harmoniji zapeli eno pesem o svobodi. Ne vem, katera bo. Ne bo kitarca. Ekipce, imejte se prečudovito, ljubljeni ste, to sem že večkrat povedal, pa dajte se pol tudi sami sebe imeti radi. Ja, malo discipline, malo svežega zraka, malo hoje po svežem zraku, pa veliko vode, ja, to. Skratka, imejte se lepo, vabljeni tudi na YouTube, tam bom se še bolj zorganizirane stvari, pa tudi bodo imele neko redosled, tako da upam, da se tam kaj tudi razvijamo. Ajde, lep dan, čau.